Slovenskih Konjicah ob občinskem prazniku podelili najvišja občinska priznanja. Mestna občina Celje preizkuša električne avtobuse. Znani so zmagovalci letošnjega City-centrovega natečaja City Band. Celjski rokometaši v Ligi prvakov dobili težko, a atraktivno skupino. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V občini Slovenske Konjice so včeraj pripravili osrednjo slovesnost ob tamkajšnjem občinskem prazniku. Praznujejo ga na dan, ko so Slovenske Konjice pred natanko 67 leti postale mesto. Na slovesnosti v kulturnem centru so podelili letošnja najvišja občinska priznanja. Letošnje praznovanje je aktualni konjiški župan Darko Ratajc izkoristil za oceno 4-letnega mandata od jeseni 2018, ko je prevzel vodenje konjiške občine. Izteka se mandat, torej jeseni so volitve, jaz sem želel nekako poudariti to 4-letno sodelovanje. Torej ponosen sem na to, da imamo v občini v tem obdobju eno dobro sodelovanje politično, torej občinskim svetom županom. Zato so tudi učinki tega dobrega sodelovanja, torej mi smo zagotovo veliko naredili, presegli pričakovanje in vse obljube, ki so bile dane pred 4 leti. Jaz upam, da bo tako tudi naprej. Torej, na današnji seji smo podelili tudi priznanja zaslužnim ljudem, ki so veliko naredili v tem času za Konjice, naredili našo občino še bolj prepoznavno in smo jim za to tudi hvaležni. Torej, letošnji nagrajenci, tudi vsi ostali v preteklosti si to zaslužijo in hvala jim za to, kar so naredili. Aktualni župan je v svojem nagovoru na osrednji slovesnosti dal vedeti, da bo na letošnjih lokalnih volitvah kandidiral za svoj drugi županski mandat. Ja, nekako sem se odločil, to sem tudi povedal danes javno, torej jeseni bom kandidiral še enkrat, ker se mi zdi, da 4 leta je premalo za realizacijo vsega, kar mislim, da je treba narediti. Torej, ljudje bodo odločili, če so zadovoljni z mano, bo izvoljeni meč, ali pa so srečo tistemu, ki bo. Če bo dobil zaupanje za vodenje konjiške občine tudi v naslednjem mandatu, bo svojo ekipo nadaljeval z nekaterimi že začetimi projekti. V občini pa imajo določene ključne prioritete in projekte za naslednje obdobje na vseh najbolj pomembnih področjih. Mi imamo narejene programe za 5 do 10 let naprej za praktično vsa področja v občini, predšolsko vzgojo, stanovanjsko gradnjo, šport, kultura, turizem, vse nekako imamo začrtano. Seveda pa zdaj odvisno od prioritet, ker vsega verjetno ne bomo zmogli, tudi odvisno od financ in potrudili se bomo narediti največ, kaj možno. Vse to bo dobro naših ljudi, naših občanov, za njih smo konec koncev tudi tukaj. V konjiški občini živijo in delajo številni izjemni posamezniki, ki s svojim delom in dosežki izstopajo iz povprečja. Mednje spadata Metka in Tomaž Marovt, ki vodita uspešno podjetje Marovt in sta letošnja prejemnika najvišjega občinskega priznanja Zlatega konjiškega grba. Glede na to, da sem rojen Konjičan, mi to izredno veliko pomeni, da te lokalna skupnost, ljudje, s katerimi živiš, prepoznajo kot uspešnega oziroma prepoznajo tvoje delo, da pomeni tudi širše nekaj več, ne samo tisto, kar sam pri tem čutiš. Tako da to je za mene eno zelo veliko priznanje in sem zelo počaščen. Se pridružujem mnenju, da najlepše je dobiti priznanje v domačem kraju, tako da to je v bistvu, smo počaščena in imamo zaveze za naprej, za uspešno in trdo delo. Časi so res negotovi, to vsi danes poudarjamo. Dolgoročno naprej je težko gledati. Upamo, da se razmere umirijo, da bomo delali naprej in da bodo uspehi prišli. Če se razmere zaostrijo, bo pač treba še bolj trdo delati. Srebrni konjiški grb sta letos prejela Jože in Sašo Topolšek. Jože je bil dolgoletni enolog v podjetju Zlati grič, družinsko tradicijo pa nadaljuje sin Sašo, ki je tudi vodja vinske kleti Zlati grič. Ja, občutki so fenomenalni. Namreč z očetom smo delala dolgo, oče še del in po vseh teh letih se je danes tu udenilo to, kako bi rekel, dobila smo nagrado, v bistvu oče življenjsko, mene še nekaj let čaka, ampak vseeno je ta nagrada nam obema veliko pomeni. Vse življenje sta pravzaprav posvetila vinu. Ja, recimo
jaz temu pravim to način življenja. Namreč oče je začel že daljnega leta 76, jaz sem se pridružil malo kasneje, ampak enologija, pravzaprav pridelava vina je način življenja in temu moraš življenje posvetiti. Prejemnica bronastega konjiškega grba je Marija Medven, ki je že več kot 3 desetletja prostovoljka Rdečega križa Slovenske Konjice. To priznanje mi tako veliko pomeni. To zato, ker je, kot so Marovti tudi povedali, ker je to priznanje v lokalni skupnosti. In pa, ko sem gledala slike, sem se spomnila prvih prostovoljcev, ko smo začeli vaditi, pa ves čas, ko smo delali. Tako da meni, pač moje življenje je vedno bilo na Rdečem križu, delati za prostovoljci in to sem jaz. Samo da ostanem zdrava in da se bom lahko še posvečala tem svojim ljudem, ki jih imam neizmerno rada, svoje prostovoljce. Županovi priznanji sta prejela območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice in občinska organizacija Župnijske Karitas. Nagrado občine pa so podelili turističnemu društvu Žička Gorca Žiče, ki letos praznuje 30 let delovanja. Mestna občina Celje namerava floto mestnih avtobusov razširiti z nakupom električnih avtobusov. V tem tednu so tako na linijah 1 in 2 preizkušali električni avtobusi Veko. Takšen avtobus lahko z enim polnjenjem prevozi okrog 550 km, njegova cena pa znaša okrog 250 000 evrov. Ja, v letošnjem letu smo si pogledali nekaj različnih modelov teh električnih avtobusov, ki jih nameravamo kupiti in s tem razširiti linije Celebusa še na postala primestna območja. Žal so dobavni roki zelo dolgi, za te avtobuse je dobavni rok preko 1 leta. Je pa malce odvisno tudi, kako bodo razpisi na ekoskladu. Naš cilj je kupiti tam nekje 4 do 5 avtobusov, vkolikor bo odstotek sofinanciranja iz nepovratnih sredstev iz ekosklada takšen, kot je bil. Takšen avtobus stane okoli 250 000 evrov. Skupini Lesni Štromi in EYP sta zmagovalki letošnjega natečaja City Band, ki ga je že 12. leto zapored pripravilo nakupovalno središče City Center. Obe sta se predstavili na velikem odru, ki so ga sinoči postavili na parkirišču ob centru. Osrednji gost koncertnega pozdrava poletju pa je bila zasedba Hamo and Tribute to Love, ki je tokrat svoje uspešnice prepevala v družbi simfonikov. Letos se je na natečaj City Band prijavilo 23 neuveljavljenih slovenskih glasbenih skupin, v vseh 12 letih pa skupaj že preko 140. Zelo veseli smo, da že 12. leto zapored organiziramo City Band, kjer imajo možnost se prijaviti neuveljavljene glasbene skupine. Letos se jih je prijavilo kar 23 in zopet smo izbrali 2 skupini, eno po izboru občinstva in eno po izboru strokovne komisije. In veseli smo, da smo v preteklih letih in tudi letos se tako nadejamo odskočna deska marsikateri danes že uveljavljeni glasbeni skupini. Med sodelujočimi na preteklih natečajih so bile tako skupine Lumberjack, Joker Out in zmagovalci EME skupina LPS. Tudi tokrat so na City Bandu izbrali 2 zmagovalca, enega po izboru poslušalcev in drugega po izboru strokovne komisije. Največ glasov obiskovalcev City Centrove Facebook strani, s tem pa tudi desetake v vrednosti 500 evrov, je dobila skupina Lesni Štromi iz Makol. Zdela se ful dobra priložnost, da se pokažemo ljudem, pa tudi nagrada bila kar privlačna, moram reči, sploh zaradi to, da si lahko opremo zdaj kupimo, oziroma nekaj v takem smeri koristimo. Pa tudi Celje nam dosti blizu mesto, sta tudi hodila v srednjo šolo sem, tako da je fajn, dosti poznajo ljudi imamo, tako da se lahko prišli sem tudi. Ful smo nepoznana skupina v bistvu, imeli smo en svoj koncert, pa to ne. Tako da se ful presenetilo to 850, kar številka. Lani tega oktobra smo dobili novega kitarista in smo takrat naprej začeli vaditi resno. Tako da ja, kaj je to, 6-7 mesecev, 8. Smo pa imeli nekaj znanja prej kitar, ne vsi, ampak recimo vemo, čujemo, kaj ni in kaj je ne, tako da to pa se mi zdi najbolj važno. Kaj pa zdaj naprej? Ja, nič, kaj Woodstock pa Amerika, turneja.
Strokovna komisija, ki so jo sestavljali Tone Kregar, Rok Drobež in Peter Dekleva, pa je največ glasov namenila kranjski skupini EYP ali Ape, kot jo v zadnjem času radi kličejo njihovi oboževalci. Nagrada pa 2 snemalna dneva v profesionalnem studiu. Moram reči, da je bila situacija precej primerljiva s preteklimi leti. Ne? Se pravi, po nekem prvem bežnem poslušanju, se pravi, ko delaš tisto neko prvo sito, je takoj izšlo ven, je na tem situ ostalo 4-5 zelo perspektivnih, zelo dobrih bendov, med njimi seveda tudi tako zmagovalec, kot seveda zmagovalec po mnenju, po glasu ljudstva. Tako da je pravzaprav bila pol odločitev, res koga izbrati, relativno težka. Ne? Jaz sicer mislim, da gre nagrada, da je šla v popolnoma prave roke, sicer pa ostalo pa ja. Določene stvari seveda malce bolj, malce manj, nekatere precej entuzijastične, ampak vse skupaj v povprečju pa mislim, da imamo kar neke kvalitetne, perspektivne mlade bende. To nam pomeni neko veliko podporo, nek velik zagon za naprej, za še več avtorskih komadov, da naredimo, da se še bolj predstavimo, da še bolj dokažemo, da znamo, da zmoremo. Kaj pomeni ta kratica? V bistvu v prenesenem pomenu širimo zasebnost. Nekako hočemo to zapeljati v nek tak krog, da naši fani so z nam varni, če lahko rečem, z nam se počutijo svoboda, lahko delajo, ploskajo, kar hočejo, tako da z našimi komadi v bistvu gradijo nas. No. Imate kar nekaj avtorskih skladb? Tako je, ja. Zdaj tle smo igrali 7, drugačih imamo pa 14-15. Recimo dodelanih, da lahko grejo v ušesa. Fenomenalno. Sploh, ker je mehen sonček, energija, tudi če ljudje sedijo, to sploh ni problema. Se čuti ta vibe, se čuti energija, ko jo ti daš, jo vrnejo nazaj in čutki so fenomenalni. Ja? Vrhunec večera je bil koncert zasedbe Hamo and Tribute to Love, tokrat v povsem drugačni izvedbi v družbi simfoničnega orkestra. Ena nova izkušnja, lepo igrati simfoniki, čist, ne vem, moji komadi oziroma naši komadi so dobili še tretjo dimenzijo. Meni je bilo res všeč. Kar neki vaj, neki pregovarjanja okoli aranžmajev, kje bi, kaj bi, kako bi. Pravzaprav pa je v resnici zadeva zaživela pa zadnje 3 dni. No. Se pravi, 3 dni nazaj smo imeli prvič vajo, kjer smo slišali, kar je napisano v notah, ne, in odigrali skupaj in kar naenkrat, wow, vlak je po koncu, super. City Centrov glasbeni uvod v poletje in počitnice je odlično uspel. Obiskovalci niso mogli skriti navdušenja in že zdaj čakajo, kakšno presenečenje jim bodo v City Centru pripravili prihodnjič. Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo v skupinskem delu Lige prvakov igrali v skupini B. Današnji žreb na Dunaju jim je za tekmece namenil aktualnega evropskega prvaka Barcelono, madžarskega prvaka Pik Seget, evropskega podprvaka Kielce, francoski Nantes, nemški Kiel, danski Aalborg in norveškega prvaka Elverum. Nova sezona Lige prvakov se bo začela 14. in 15. septembra. Skupina B ponuja, mislim, tisto najbolj atraktivno, praktično, kar je bilo na razpolago. Mora biti le pariški PSG na mesto Nanta. Vsekakor po atraktivnosti vrhunska skupina, zmagovalec Lige prvakov, finalist Lige prvakov, potem nemški Kiel, prejšnji zmagovalec Lige prvakov, vrhunski Aalborg, danski, ki pravi veliki evropski projekt, mađarski prvak Szeged, tako da kar se tiče atraktivnosti, mislim, da bomo v Zlatorogu lahko ponudili pravzaprav to najboljše, kaj Liga prvakov ponuja. Je pa tukaj še Elverum, s katerim pa mislim, da je eden tistih, kjer lahko najbolj računamo oziroma gledamo na borbo za točke. Celjani bodo v skupini B igrali proti tekmecem, ki imajo nekajkrat više proračune ter veliko širši in izkušenejši igralski kader. Bomo tudi trenersko stroko pogledali skozi pripravljalno obdobje, kje se nahajamo, kako zgledamo, kot ste pa rekli, proračunsko in po samih zmožnostih igramo proti dobesedno velikanom, trenutnim velikanom. Mi bomo naše priložnosti iskali predvsem na domačih tekmah,
ne bomo se predali vnaprej proti nobenemu. Absolutno se pa moramo zavedati te kakovosti. Kot sem že pa povedal, točke mislim, da lahko iščemo na tekmah proti Elverumu. Ostalo bo pa zelo zahteven zalogaj, veliki izziv. Mislim, da ključnega pomena bo, da stojijo navijači obe ekipi, da napolnijo Zlatorog, da se lahko borimo in skupaj uživamo najboljši evropski klubski rokometu. Izjemno atraktivna skupina bo bržčas še povečala zanimanje za nakup letnih vstopnic celjskega kluba. Gledano iz logističnega vidika pa je celjska skupina dokaj zahtevna, sploh ob dejstvu, da je Evropska rokometna zveza zmanjšala finančni vložek, ki ga za organizacijo potovanj namenja klubom. V smislu financiranja oziroma nagrajevanja strani EHF-a je tukaj prišlo do korekcije, se pravi za klube je namenjeno nekaj manj denarja kar v prejšnjih sezonah. Namreč je tukaj komplicirana situacija glede reklamnih in partnerjev EHF-a in tudi sponzorjev, tako da v tem vidiku ne bi želel sicer konkretizirati zneska, ampak bomo prikrajšani, ne le mi, ampak tudi vsi ostali udeleženci Lige prvakov. Hkrati pa žreb je namenil logistično precej zahtevna gostovanja. Kot smo videli, lahko bi imeli nekaj lažjih, recimo potovanj, kar je Zagreb, vendar je namesto njega recimo Elverum. Tako da vsi Skandinavci so vedno zahtevno potovanje, tudi Nantes, ki je v Franciji bolj komplicirana povezava, kar bi to bilo v primeru Pariza. Tisto, kar je pa, mislim, pa zelo pomembno je, kot sem že omenil, pričakujemo v Zlatorogu absolutno evropsko smetano in mislim, da bo to predvsem za domače tekme prekrasno darilo po nekaj letih brez vrhunskega rokometa, bodisi zaradi covida in nezmožnosti navijačev obiskovati tekme, oziroma tiste prejšnje sezone, ko Celje ni bilo v Evropi. Tako da absolutno lahko računamo, upamo, verjamemo in pozivamo navijače, da skupaj z nami se udeležijo teh tekem in še enkrat, da skupaj uživamo v vrhunskem rokometu. Slovenski prvaki se bodo na prvem treningu pred novo sezono zbrali v sredo 20. julija. Štart nove sezone je planiran za 20. julij. Mogoče do takrat pride še do kakšne manjše korekcije v samem kadru. Predvidevam, da če se bo leto zgodilo, bomo o tem obvestili v prihodnjih dneh oziroma prihodnjih tednih. Tako da 20. julija startamo in mislim, že od samega začetka bo imperativ, da se čim bolje pripravimo na prihajajočo zelo zahtevno evropsko sezono in hkrati tudi sezono težko na domači sceni, ker bojo ambicije osvojitev prvenstva in borba za pokalno lovoriko. Košarkarje Rogaške bo v prihodnji sezoni vodil Peter Markovinovič, so sporočili iz vodstva Slatinskega kluba. Markovinovič je v zadnjih sezonah v klubu opravljal dela vodje mlajših selekcij, več let je bil tudi pomočnik glavnega trenerja Damjana Novakoviča. Košarkarska zveza Slovenije je Markovinoviča leta 2019 imenovala za selektorja fantovske reprezentance do 18 let, letos pa bo na Evropskem prvenstvu vodil reprezentanco fantov do 20 let. Na klopi Rogaške bo Markovinovič stopil v čevlje Damjana Novakoviča, ki je Rogaško zelo uspešno vodil v zadnjih 9 sezonah. Kar 8-krat jo je popeljal v Ligo za prvaka, 5-krat so bili Slatinčani v tem obdobju polfinalisti državnega prvenstva, 2-krat v letih 2015 in 2017 so igrali v finalu državnega prvenstva, kar je doslej največji uspeh kluba iz Rogaške Slatine. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo v osrednji Sloveniji nekaj nizke oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem zjutraj in dopoldne šibka burja.
Jutranje temperature bodo od 14 do 21, na Primorskem okoli 23, najvišje dnevne od 28 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini do 35 stopinj Celzija. Sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev. V večjem delu države je velika požarna ogroženost v naravnem okolju. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in spet bolj vroče. To so bili petkovi dogodki dneva. Hvala za pozornost, lep in prijeten večer vam želimo. Nasvidenje.